Mežica je znana po rudniku svinca, zato ni presenečenje, da je prav v Mežici nastala v avtomobilskem svetu izredno cenjena tovarna baterij. Ampak svinčeve baterije so zaradi svoje teže primerne kvečemu za klasične majhne avtomobilske akumulatorje ali pa za delovne stroje recimo. Mežiški TAP se zato vse bolj uveljavlja s svojimi litij-ionskimi baterijami, te pa so temelj elektromobilnosti. Obiskali smo jih in razrezali eno od teh baterij. Vzemite pisale in zvezke, gremo na inštrukcije. Govorimo o celici. To je celica, imamo različne velikosti celic, pa to je celica. Napetost je pa odvisna od katode pa anode. Kako katodo pa anodo uporabljamo. V tej celici noter je katoda, je anoda, med katodo pa anodo je pa separator. In to je dejansko točno to kar gledamo, je notranjost celice. Tule je separator, od znotri je katoda, tale del je pa anoda. V osnovi uporabljamo aluminijasto folijo in uporabljamo bakreno folijo. Tule se bo morda videlo, jaz probam malo odpreti, to je bakrena folija. In na bakreno folijo na principu čisto tanko snovjo nanašamo te, mi pravimo, aktivne materijale. Litij, železo, fosfat ali litij, nikel, mangan, kobalt. Zraven se zmeša še določena veziva in karboni. Karboni predvsem zaradi električne prevodnosti. To se zmeša v tako zdrizasto snov, tako tekočo maso in to se pol nanaša na to aluminijasto oziroma bakreno folijo. To je katoda. Na anodi se pa ne uporabljajo recimo litij-ionski materijali, ampak se uporabljajo predvsem karboni, zmešani z določenimi vezivi, da dobimo tudi tako zdrizasto snov in to se pol čisto tanko nanese na to folijo. Aktivni materijali nam dajo recimo potencial. Mi imamo pozitiven potencial, imamo negativen potencial in razlika tega potenciala je napetost. Da pa mi ione prenesemo iz pozitivne elektrode na negativno elektrodo, moramo imeti pa prenosnik teh ionov, to so pa elektroliti. To se pravi, da se ioni prenašajo iz katode na anodo in obratno, odvisno od polnjenja oziroma od praznjenja. Imamo katodo, imamo separator, imamo anodo in to pa lepo uvijamo skupaj. In to, ko pa uvijemo v tako elipso, recimo to je prizmatična celica, če je cilindrična celica, pa krožno uvijemo. To vse skupaj je pa pol ustavljeno, to je pač zvito, je ustavljeno v samo celico not in tule imamo gor pol odprtino, kjer mi, ko je vse to zavarjeno skup, zaprto skup, nalijemo elektrolit not. Elektrolit se fizično nalije not. Zelo velika vlaganja so v solid state elektrolit ali ta elektrolit v trdem stanju, kjer pa ne bo več v tekoči obliki. Recimo, če bi zdaj to celico mi preluknali, bi jo nam on stekel elektrolit. Če bi pa recimo imeli mi celico solid state, pa elektrolit ne bi stekel več iz celice ven. Solid state elektrolit bo zgledal dobesedno kot ta folija. In prednost tega solid state z elektrolitom bo ta, da bo predvsem dvignal gostoto, bo po mojem na 20-30% lažja, recimo kot je trenutna celica. Pa predvsem tudi zelo pomembno je ta del, ekonomski del, z elektrolitom v trdem stanju se bo tudi pocenila sama celica. Ta elektrolit ima kar visoko ceno v strošku proizvodne same celice. Kar je naš sogovornik za potrebe naše kamere razrezal, ima pravzaprav zelo veliko vrednost. Trenutno je reciklabilno še zelo slabo, praktično nič. Iščejo se pa zelo intenzivno te tehnologije za reciklažo litij-ionskih celic oziroma teh aktivnih materialov. Trenutno so zelo popularna je ta model, Second Life model, poraba teh litij-ionskih celic v drugem življenjskem obdobju, kjer recimo, čisto tak praktičen primer, imamo mi avto, ki ima zdaj recimo trenutno dosega 500 km, po recimo nekje 10 letih bo ta doseg padel recimo na 350 km in mi s tem avtom več ne bomo zadovoljni. Zato se pol te baterije razstavijo se na nivo modulov in se te moduli ugrajuje v razne ostale stvari, recimo za uporabo za viličarje, za uporabo energy storage sisteme, za shranjevanje električne energije, da se uporabna vrednost te baterije podaljša in na tak način bi lahko bila življenjska doba takšne baterije nekje 20 let. Kaj pa po 20. letu?
takrat pride na vrsto razrez, segmentacija, topljenje, skratka razgradnja do samih kovinskih delcev. Na evropskem nivoju se sprejema kar nekaj zakonodaje. Nova zakonodaja bi naj bila sprejeta že v letošnjem letu, ki pa govori tudi o krožnem gospodarstvu, da bomo morali proizvajalci recimo celic, baterij, znati spremljati od same proizvodne do reciklaže in tudi zagotavljati določeno stopnjo reciklabilnosti za litij-ionske celice, za litij-ionske baterije. To se pravi, proizvajalci bodo dolžni skrbeti za sledljivost, tudi z QR kodo in tudi vsakmu avto v bodoče bo moralo biti točno znano, katera celica je in kam je ta celica šla in na kak način se razgradila. Mislim, da do leta 2030 bi morali uspeti 65% reciklabilnosti. Seveda, bolj kot bomo uspeli razgraditi baterije, manj bomo odvisni od cen surovin. So težave že nasplošno z vsemi kovinami, ali govorimo to o litiju, ali govorimo o niklu, ali govorimo o kobaltu. Litij kot sam tak ni problematičen, ker tudi ni problematičen za zdravje. Problematična sta pa lahko nikel pa kobalt. Predvsem je recimo pri teh redkih kovinah, kot sta nikel pa kobalt, problem samo pridobivanje. Lahko govorimo o kobaltu, ki ga je praktično nekje 70% v Kongo. In tudi samo pridobivanje kobalta je precej na nehuman način. Otroci delajo v teh rudnikih in je ta del zelo problematičen. Tendenca je, da se zmanjšuje ta uporaba kobalta, ampak trenutno še ni na nivoju, da bi znali to problematiko rešiti, da bi popolnoma ukinili kobalt v sami celici. Torej, išče se način, kako bi baterije lahko ponudile več z manj kobalta in pa hkrati pot, da bi kobalt dobili z razgradnjo starih odsluženih baterij. Kako zelo nujno je najti te poti, zelo nazorno pokaže naslednje dejstvo. Če mi, recimo kot proizvajalec, da mi kupimo vse te surovine na trgu, od litija, kobalta, litij železo, fosfata, da mi eno tako celico proizvedemo, to se pravi, da mi imamo že vse surovine v našem podjetju, da mi tako celico proizvedemo, katodo, anodo, zapakiramo, napolnimo, mi porabimo približno 100-kratnik energije, ki se hranjajo v tej celici. To se pravi, približno ta celica ima 50 amperskih ur. In v to celico moramo mi vložiti 5000 amperskih ur, da jo mi lahko damo iz podjetja. 100-krat več, ko dejansko lahko shranimo v to celico. Se lahko tudi na koncu vprašamo, odkot je ta energija nastala, ali je to zelena energija, ali je to energija s fosilnih goriv. Niso vse lepe strani mobilnosti, da skrbimo za planet, je treba pogledati tudi druge strani. Daljša življenjska doba, več ciklov, večja izkoriščenost v življenjski dobi same baterije je res izrednega pomena. So to kar zelo veliki izzivi za bodočnost. Nauk današnje zgodbe je zagotovo ta, da baterije moramo uporabljati kar se da dolgo časa. Tudi potem, ko odslužijo svojo vlogo v takšnem električnem avtomobilu, morajo dobiti priložnost v kakšni drugi aplikaciji, recimo kot hranilnik električne energije. Ampak tisto bistveno vprašanje, ki nas kot družba čaka, pa je seveda, kako bomo te baterije po tistem drugem življenjskem obdobju reciklirali. Mežiški tap smo obiskali, ker svoje baterije vgrajuje v hranilnike elektrike. Ti bodo po letu 2023 postali nepogrešljiv del našega električnega omrežja. Z njimi bomo poskrbeli, da bo omrežje v dobi elektromobilnosti sploh funkcioniralo. Res je, to so zelo težke besede, kliknite, pa vam razložimo.